Tok, kaj ste pa vmes počeli? Glejte, jaz imam papirje, ne? Bejš, kako pa to, no? Kar pa je zmotilo, lahko bi rekli v narekovajih, zasebni bankomat Gibanja Svoboda. Institucije bodo zacvetele, dihale normalno, ko bo enkrat konec avtokracije. Zdaj so se očitno naveličali tega sedenja na bregu, se podali v boj, tako da bodo še sami kakšno truplo porinali v reko. Se midva zelo postarala, osivela in dobila daljše brade, preden se kaj takega zgodi. To je Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo vsi, levi, desni, levi in besni, pa tudi mirnejši del populacije. No, ne spremljajo pa nas samo doma, to je na obisku v Sloveniji v sredo povedal hrvaški predsednik Zoran Milanović. Kakvih 30.000 mirovnjaka? Gdje to uopće postoji? Nažalost, to su vojske za safari. 30.000 glave vojske sledilcev safari sicer res še nima, smo pa ta teden presegli mejnik 3000 naročnikov na platformi YouTube, kar je po manj kot pol leta tudi res lepa številka. Vsi ostali pa, kaj še čakate? No, več o Milanovićevi izjavi nekoliko kasneje. Iz tujine, natančneje iz ZDA, pa prihaja tudi že iz kar nekaj časa nazaj ta izjava podpore, ki jo je na platformi TikTok objavil uporabnik Bani VIP, sporoča pa nam tole. Če pa čem o politike pa najrajše gledam podcast od Mirka Majera pa od Petra Maršeta, politični safari, nekaj takega, ne. Dobro mi je to pač pri njima, da ni favoriziranje enih ali drugih. Iskrena hvala za tole podporo. Če se še kdo čuti s tem nagovorjenega, pa bomo res veseli, če informacije o Tedenskem safariju delite s svojimi prijatelji oziroma vašimi sledilci, da nas med podcasti najde še kdo. No, ob tem pa velja omeniti še eno vabilo, in sicer, da razširite tudi informacijo o našem projektu Zanima.me. Tisti, ki Tedenski safari spremljate redno, že veste, da gre za nov spletni portal, ki nastaja tudi v okviru safarija oziroma v okviru katerega bo deloval tudi Tedenski safari. Skupaj z urednikom Rokom Čakšem in ostalimi člani ekipe si res želimo ustvariti nek neodvisen medij. To pa je mogoče zgolj s podporo vas, dragi gledalci, in zato torej potrebujemo še nekaj podpornikov, da lahko zadevo tudi, da dosežemo naš končni cilj, da lahko zadevo tudi speljemo. Osnovna naročnina je 5 evrov na mesec, torej v praksi 2 kavici. Če pa zmorete, nas seveda lahko podprete tudi bolj. In da ne bo pomote, naročnina velja točno leto dni po začetku izhajanja portala, kar bo po načrtih v začetku aprila. No, zdaj pa le na safari po politični savani. Tako je. Zdaj, ob vsem tem, kar se je ta teden dogajalo v slovenski politiki, bi lahko rekli, da gledamo spopad nekako kot za veliko nagrado savane, ko se levi in tigri borijo za nilskega konja z imenom upokojenci. Slikovito, upokojenci pa takole na boku. Zdaj, začelo se je že pretekli teden z Ruparjevim shodom prejšnjo sredo, na katerem je spregovoril tudi Janez Janša, in očitno se je vlada nekoliko ustrašila množice udeležencev, ki se je zbrala na Trgu Republike. Ne, in že naslednji dan v četrtek potem je Golob odšel na medijsko ofenzivo v obe večerni oddaji 2 večjih slovenskih televizij in lansiral v javnost pravzaprav nek očitek, češ, da je Janez Janša kriv za nizke pokojnine oziroma za slabo stanje upokojencev, češ, kaj se usaja. Seveda, šlo je v tem primeru za grobo zavajanje, vlada se je oziroma opozicija, Janez Janša se je potem odzval z pozivom, naj se Robert Golob in Nataša Sukič, ki se je tukaj priključila temu projektu, opravičita. No, ona dva sta pravzaprav pobalinsko še poglabljala te izjave, in končalo se je pravzaprav z vložitvijo interpelacije zoper vlado. Pa preden mogoče bolj podrobno komentirala, poglejva en kolaž izjav celotnega tedna oziroma tega dogajanja. Poglejmo. Ravno vlada Janeza Janše je pa v letu 2012 ob izpeljavi pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za skoraj 20%. Od tam izhaja sedanji problem položaja sedanjih upokojencev.
Nekateri še ne razumejo, da je šlo samo za matematični preračun in še vedno se, celo v državnem zboru, žal tudi na svetu zavoda slišijo izjave, da so se odmerni odstotki znižali za več kot 20% in posledično tudi pokojnine, kar seveda ne drži. Težko komentiram, da bi šlo za kakšne dezinformacije, še najmanj pa za kakršnokoli zavajanje. Dejstvo je, da se je znižal odmerni odstotek, ljudje, upokojenke in upokojenci, ki so stopali v pokojninski sistem v času druge Janševe vlade, imajo danes krivično nizke penzije. In to je dejstvo. Ampak ZPIZ-2 je ustavil dejansko padanje pokojnin. Prišlo je do točke... Glejte, konkretno tehnično teh zadev ne bom komentirala. Ampak priznavate, da je ZPIZ-2 dejansko ustavil padanje? Priznavam, jaz nimam s tem problema, da to priznavam, ampak še enkrat ponavljam, on je bil premier. On je imel vso možnost takrat narediti takšno reformo, da bi določila dostojno odmero pokojnin. Se tiče ZUJF-a, nima nobene povezave s tem, o čemer bo govora tukaj v tej interpelaciji. Ker šlo je celo za 3,7% realnega znižanja pokojnin, zaradi tega, ker se zaradi štednje na računu upokojencev pokojnine niso usklajevale. Jaz govorim, da so bile pokojnine v tistem letu nižje, so bile pokojnine v tistem letu niže zaradi vseh ukrepov, ki jih je sprejela vaša. Ni druga zadeva, govorimo, poglejte. To je manipulacija. Ko je v vladi, on pokojnine reže ali pa pristaja na reze po diktatu Evropske komisije, ko je v opoziciji, pa na trgih in ulicah na vse grlo kriči, dajte upokojencem više od pokojnine. Zdaj, da razčistimo malo, sploh, da bodo gledalcem jasno ob vseh teh manipulacijah, ki smo jih lahko slišali v vseh teh prispevkih. Najprej, kaj se je dogajalo? Skratka, leta 1999 je bila sprejeta prva pokojninska reforma pod Drnovškom. Druga Janševa vlada je to potem s tem zakonom ZPIZ-2 ustavila, kjer so potem naredili sicer matematični preračun, zaradi česar se je odmerni odstotek formalno znižal, ampak so se drugi parametri dvignili, tako da zaradi tega ZPIZ-2 ni nobena pokojnina niti za cent manjša. Pokojninska osnova se je dvignila, odstotek se je znižal in je bilo tam nekje. Isto je zgolj matematični preračun. Sem presenečen, da so Marjana Papeža znova potrdili za vodenje pokojninskega zavoda, ker... Ne prezgodaj reči, lahko se še kaj zaplete. No, zaenkrat kaže, da bo, ampak čeprav je zelo jasno povedal, da tukaj gre za eklatantno zavajanje, in to rekel Golob, govori o teh 20%, tukaj, to je una brutalno zavajanje. To je tako, da bi recimo pri plačni reformi, ki jo je pripravil Golob, rekel, da je, ker so preračunali plačne razrede, da so prestavili ljudi v nižje plačne razrede. Nonsens, skratka, to. Potem so pa vendarle ugotovili, da je takrat tudi istočasno, zaradi tega, ker je bila finančna kriza, bil uveljavljen ta ZUJF, ki je na vseh področjih zniževal stvari, med drugim tudi usklajevanje pokojnin, in zdaj so prišli da so se pa vendarle pokojnine zmanjšale za neke 3% zaradi ZUJF-a. Glej, če jaz vsebinsko stvari prav razumem, to, kar smo potem v soočenjih tekom tedna slišali, je Svoboda stopila enih 10 korakov nazaj od tega, da je vlada Janeza Janše dejansko neposredno prav s pokojninsko reformo znižala pokojnine. SDS na drugi strani, tam, ko je Zvonko Černač rekel, vse to je pa druga stvar, je pa tudi na nek način posredno potrdila, tako kot praviš, zaradi drugih ukrepov, zaradi konteksta varčevanja v krizi in tako naprej, so realno šle 3-4% nižje takrat pokojnine. Tako da mislim, da ta vsebinski del prepira med dvema največjima strankama je popolnoma razvodenel in kaj na koncu ostane. V mojih očeh ostane en zgrešen prepir, zelo klasičen za slovensko politiko, bodimo iskreni, ni čist nič novega, o tem, kaj se je zgodilo leta 2012. In to je podobno produktivno za razmere 2025, kot recimo prepiri o drugi svetovni vojni. Na koncu bomo dobili 15-urno ali pa večurno, 20 morda maratonsko sejo, na koncu te seje niti ni glasovanja, ker ko gre za interpelacijo proti vladi v celoti glasovanje, samo če ima kontrastran nek predlog novega mandatarja, kar ga v teh razmerah nima. In vsaj v tem se gre z vladno stranjo strinjati, da je to že del
predvolilne kampanje, ampak ne samo SDS-ove, očitno so vsi že globoko v predvolilni kampanji. Janša je pa očitno, če malo naveževa še na tisti protest, ki smo ga videli, ocenil v zadnjem mesecu 2, da je morda tematiziranje pokojnin, ki jih tematizira tudi referendum, za katerega se zbirajo podpisi, tudi način, da Pavlu Ruparju morda pomaga priti do parlamentarnega praga, očitno ga je ocenil kot potencialnega koalicijskega partnerja. Ja, zdaj, ali koalicijskega partnerja, ali pa morda kakšen skupen nastop na volitvah, ko bi vendarle recimo Pavel Rupar uspel nekako del baze motivirati, da pride na te proteste, pri čemer, bom rekel, je tukaj še naprej zadeva bizarna glede pokojnin. Kot prvo, eno stvar je treba priznati, da je bila izrečena resnično strani koalicije, in sicer, ko je Nataša Sukič rekla, da Janša v opoziciji obljublja visoke penzije, v vladi pa potem posluša diktate Evropske unije, oziroma tukaj je že začela zavajati, da jih niža, ker se to ravno ni zgodilo, ampak to ne velja samo za Janeza Janšo, to velja za vse politike, in potem se tudi pazi Sukičeva potegnila nazaj, češ sej priznavamo, da je Janša ustavil padanje pokojnin, ki je bilo sprejeto mimo grede takrat brez glasu proti strani kogarkoli v opoziciji. Ampak seveda Janša je pa kriv, da ni nastala taka reforma, ki bi upokojencem dala več, pri čemer seveda nobena leva vlada za drugo Janševo tudi ni tega naredila, razlog je pa preprost. Enostavno pač je v blagajni premalo denarja, hkrati so pa upokojenci, to kot vsi priznavajo, najboljša volilna baza, najbolj redno hodi na volitve, in tukaj treba povedati še eno stvar, največ jih je, generacijsko gledano so najbolj številčne generacije to, in tukaj potem se lovi te volilne glasove, ko prideš pa, sploh če si v opoziciji in nimaš te odgovornosti, in tukaj isto velja tako za Janšo, kot za vse ostale, in ko pridejo pa potem na vlado. Spomnil se boš Karla Rjavca in njegove obljube, da bomo že ne vem kdaj, mislim, da je več kot 10 let od tega, na 1000 evrih minimalne pokojnine, tam še nismo, tako da to najbolj kaže, kakšne so razlike med obljubami v kampanji pa potem dejanskim stanjem, ko nekdo zavlada. Zdaj, druga stvar, ki praviš, seveda, jaz razumem politiko, da so upokojenci največji volilni bazen za kogarkoli že, in za leve, desne, leve, besne, kakorkoli, 700,000, pa mislim, da ta številka še raste, mogoče je moja že malo zastarela, ampak bi pa nekaj rekel, kar je po mojem kle bistvo. Pokojnine v tej državi bojo dostojne ali pa dobre, to, kar politika tako rada ponavlja, takrat, ko bo politika sprejemala za delovno aktivne dobre ukrepe. In tu je pa ta vlada, pa tudi kakšna pred njo odpovedala na celi črti. Najbolj aktualen primer tega tedna, vrača se nam debata o dolgotrajni oskrbi. To je spet 800 milijonov obremenitve za gospodarstvo, kjer storitve dejansko še ne delujejo v praksi. To je spet namenjeno upokojencem, na terenu pogoji, da bi to začelo živeti, še niso vzpostavljeni, se bo pa že pobiralo, pa dodatno obremenjevali plače, pa podjetja, pa vse. Tako da dajmo mi najprej porihtati ta del ljudi, ki hodi v službo, da bo potem lahko plačeval v pokojninsko blagajno. Oziroma še ena stvar, porihtati je treba tudi še eno drugo stvar, in sicer zagotoviti, ker naš pokojninski sistem deluje po principu, da tisti, ki danes vplačujejo v sistem, plačujejo pravzaprav penzije za tiste, ki so že v penzionu, in za penzije teh ljudi, ki danes vplačujejo, bodo vplačevali njihovi zanamci, po domače rečeno. Torej je naloga generacije, da ne samo, da vplačuje v sistem za svoje starše, po domače rečeno, ampak tudi zagotovi dovolj potomcev, da bodo ti potomci zanje vplačevali. In del problemov, ki jih imajo trenutni upokojenci oziroma celotna družba, je to, da pač te naslednje generacije niso dovolj velike. Če govorimo o generaciji tam rojeni okrog leta 1960, to so tisti, ki se recimo danes upokojujejo, teh ljudi je bilo približno 30,000 na generacijo. Okoli leta recimo 1990 je že ta številka padala proti 20,000, danes je že 17, oziroma mislim, da je bilo lansko leto celo pod 17,000. Spet iz vrste razlogov, tudi političnih, ker tistih, koliko že 30,000 stanovanj za mlade družine, bomo tudi verjetno se midva zelo postarala, osivela in dobila daljše brade, preden se kaj takega zgodi. Bi pa neki stavek 2 rekel še glede političnih strategij. To, kar zdaj gledamo, se ni prav niti zelo postarala moja napoved, da bo politična taktika v predvolilnem letu, rekel sem sicer SDS-a, pa mislim, da kar obeh največjih strank, utrujanje volilnega telesa. Želijo imeti število ljudi, ki se bo v nedeljo odpravili na volitve, nekako pod
kontrolo, zato bomo gledali maratonske seje, po mojem ne samo en, ampak kaj več referendumov, ne. Se pa bojim, glede na to, da je že leta 2022 Robert Golob kot neko žrtveno jagnje Janeza Janše zelo učinkovito z pozicije žrtve vstopu na velika vrata v državno politiko, da Janša na nek način s tem ponavlja napako, bova še pokazala v nadaljevanju epizode en tak jokcast nastop Roberta Goloba, ne? Ker če kaj zna, bo Robert Golob to žrtvu znal prodati tudi drugič, seveda ne bo nikoli več dobil 40 poslancov, ampak kakšnih 15 do 20 bo pa tudi na račun tega, kar počne Janša z njim, verjetno lahko rešil. Ne? Ja, in kot smo videli recimo že v teh prispevkih, ne, je očitno pač tukaj koalicija ob pomoči tudi mnogih novinarjev, ki ali z njo aktivno sodelujejo ali pa enostavno stvari sploh ne razumejo. Ne. Tukaj je pač uspešnejša pri prodajanju svoje megle. Ne. Tako da ja, teh 20 ur političnega šova okoli interpelacije se mi zdi, da se utegne vrniti kot bumerang. Ne, oziroma če parafriziram Vinka Gorenaka, ki je pred časom že v enem izmed intervjujev, ki sem ga z njim delal, predlagal svoji stranki SDS, da se enostavno usede na breg Save v narekovajih in počaka, da Sava prinese politična trupla, ne, zdaj so se očitno naveličali tega sedenja na bregu, se podali v boj, tako da bodo še sami kakšno truplo porinali v reko. In še nekaj je s to interpelacijo, in sicer interpelacija celotne vlade je, lahko bi rekel, celo darilo Robertu Golobu, ne, ker bo če kaj poenotila koalicijske partnerje, ki so sicer med sabo precej razklani, ampak če bodo skupaj interpelirani, je to neka skupna točka, kjer lahko spet ta bes in jeza obrnejo proti Janezu Janši. Ni treba iti daleč nazaj, lahko najni sledilci pogledajo samo nedavno epizodo z Borutom Pahorjem, kjer je bilo to, kar praviš, malo z drugačnimi besedami povedano. Ko je Borut Pahor rekel, česa že dolgo ne maram pri Janši, je ta ena stvar, da marsikaj racionalno zgradi, pa potem iracionalno z repom podreje. Mislim, da je to tudi en del tega. Zdaj pa greva mogoče še na kadrovske težave aktualne oblasti. Se veš, ta Golobova vlada je 2 leti in pol, skoraj 3 nazaj obljubljala, da je konec avtokracije, omogočila bo... Če bi samo pustili, da te rezultate, ki jih ni, ali pa ki so tako slabi, da to odmeva, da to odmeva, potem, da ne bi lansirali nekih teh stvari, bi jim bilo verjetno lažje, ampak kot rečeno, vladne težave z imenovanjem. Institucije bodo zacvetele, dihale normalno, ko bo enkrat konec avtokracije Janeza Janše, pa se seveda tudi na tej obljubi izjemno zapleta. Že nekaj mesecev smo brez guvernerja Banke Slovenije, v nedeljo minulo je mandat potekel varuhu človekovih pravic Petru Svetini in moram reči, da je bil, če že ne med mandatom, preveč opazen, pa vsaj na koncu zelo jasen glede tega, kako, na kakšne načine slovenska politika uničuje demokratične institucije, pa zelo konkretno, da nismo splošni, ta aktualna vlada. Poglejva. Država nadzorne institucije, ki morajo nadzorovati njeno delo, slabi. To lahko počne na več načinov. Priča smo bili finančnemu slabitvi nadzornih inštitucij, potem javnim pritiskom, lahko pa jih obglavimo in ostanejo brez svojega vodja. Tako da jaz bi apeliram, da čim prej se izvoli tako guvernerja Banke Slovenije, kot pa seveda tudi varuha človekovih pravic, kajti le tako lahko zagotavljamo pravno državo in človekove pravice, o katerih so nas polno besed. Ja, očitno je zavladala tako močna demokracija, da si ljudje upajo kaj povedati šele, ko jim poteče mandat, oziroma ko so res že obupali, da je tisti drugi povsem nedosegljiv. Ja, glede guvernerja Banke Slovenije smo šli čez več razvojnih faz tega spopada različnih interesov in deležnikov. Se mi zdi, najprej je bil spopad v koaliciji, pa se mi zdi, da so na koncu vendarle prišli s tem enim imenom državne sekretarke na finančnem ministrstvu Saše Jazbec, pa potem ni ustrezala predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki je v prvem krogu predlagala Antona Ropa in je potem dobil res bistveno premalo glasov za izvolitev. Potem smo videli kar eno dlje časa trajajočo pad pozicijo, nek tak v športnem žargonu bi rekli remi oziroma neodločeno stanje, kjer nihče ne želi popustiti. Zdaj izgleda, da gre vsi malo nazaj. Koalicija oziroma prav Gibanje Svoboda sporoča, da so pravzaprav kogarkoli od četverice predlaganih pripravljeni podpreti. In tako glede varuha, glede guvernerja Banke Slovenije, pa so tudi zdaj kar naenkrat potegnili eno tako, bom jaz rekel v žargonu, vanilija imene,
viceguvernerja pa niti ne najbolj znanega gospoda Dolenca, ampak Marka Pahorja, ki ima zdaj kar naenkrat menda največje možnosti za izvolitev. Ne? Ja, zdaj, če bi koalicija ustrajala pri Saši Jazbec, bi to bila verjetno kar klofuta za predsednico republike, ker bi se res po tej zelo odločni mneju morala potegniti nazaj, oziroma tega verjetno res ni želela narediti, zato so mogli najti kompromis, ne? Ampak bistveno težje se pa zdi, da bojo vendarle našli kompromis pri varuhu človekovih pravic. Situacija je drugačna, ne? Ker pri guvernerju je navadna večina, pri varuhu dvotretinska ustavna, zato je treba gledati še na kakšen glas, ki bo kapljal iz NSI ali pa SDS-a. Ne? Ja, 14 je bilo prijavljenih, ne? Nekateri bi se zdelo celo na prvi pogled, bi lahko uživali podporo celotnega parlamenta, recimo Vlasta Nussdorfer, ki je že bila recimo varuhinja človekovih pravic. Konec koncev tudi Peter Svetina je dobil praktično vse možne glasove v prvem mandatu, res pa da je nekoliko morda razočaral tekom mandata, ne, če že zdaj po koncu kaže nekoliko več hrbtenice. Tudi recimo še kakšno ime bi se našlo, recimo Stanko Baluh in podobno, ampak predsednica republike je uvrstila 4 kandidate v ta svoj vrhovni izbor, ne, in sicer to so Katarina Brvar Strnad, ne, torej gre za to aktivistko iz časa kolesarskih protestov, ki vodi ta pravni center za varstvo demokracije in okolja, ki se sicer zelo gunštno sliši, dejansko gre pa bolj ali manj za odvetniško pisarno za izogibanje kaznim v času COVID-a. Dajali tudi kakšne zakonodajne predloge, ki jih je potem ta kolesarjat vlagal v državni zbor in tako naprej s podpisi. No, ampak gre za izrazito aktivistično levičarsko kandidatko, ne, daleč od nekega skupnega polja, in ona je tudi nekako najbolj zaželjena stran tako predsednice kot koalicije. Ne, potem je tukaj manj znani, torej vodja diplomatske akademije na Ministrstvu za zunanje zadeve, Andraž Zidar. Zakaj mi gre na smeh, boš malo slišal. Ampak če gremo še naprej, še 2 kandidata sta prišla v ožji izbor, ne? Maša Kociper in Miha Lobnik. Ne? Zdaj, če je bila Katarina Brvar Strnad zelo aktivistična, mislim, da je Miha Lobnik še bolj, ne? To je znan gejevski aktivist, ki se je pa uveljavil v zadnjem času na funkciji zagovornika načela enakosti in tako prek ustavnega sodišča prek te funkcije spravil in posvojitve v homoseksualne pare in oploditev za samske ženske, za lezbike. Ne? Tako da to je res spet en zelo izjemen aktivist, ki bi ga zelo težko videli na mestu varuha človekovih pravic, sploh če gre tukaj za neko širšo podporo. Medtem ko je Maša Kociper karierna političarka, ki se je vedno rinila v vse, vedno se rinila na neke funkcije. Ne spomnimo se v času, ko je Zoran Janković recimo poskušal sestaviti vlado, je ona za vsako ceno želela biti predsednica parlamenta, potem se je nalepila na Alenko Bratušek in se od takrat naprej svalka po različnih državnih funkcijah. Te ambicije, ne, je potem šel Zoran Janković povedati takrat bolnemu, mislim, da je imel vnetje srednjega ušesa, Borutu Pahorju v bolnico, da on ne bo predsednik državnega zbora in prav zaradi tega tudi Janković ni sestavil tiste vlade. Ampak, ne, a se ti spomniš glede varuha človekovih pravic, mislim, da je najmanj 2 meseca, če ne več, ko sva igrala igro izločanja in sva rekla, da je Maša Kociper preveč očitno strankarski kadar, da sta 2, ki si jih že omenil, preveč očitno aktivistična kadra, da bi jih podprla še desna sredina, ne, na glasovanju, in potem sva rekla, o Andražu Zidarju pa ne veva popolnoma nič, zato je zagotovo najbolj verjetni naslednji varuh in evo, točno to, ne, in po tem principu deluje pri teh masovnih, ko je pač potrebna širša podpora, na ta princip deluje slovenska politika in bi rekel, ne, ker sva prej omenila še vanilija kandidata za guvernerja Banke Slovenije, isto bo s tem. Ne? Zakaj po moji tezi, naprimer, viceguverner Marko Pahor? Ker je to nekdo, o katerem tako levi kot desni pol ve najmanj, se pravi, je tudi najmanj sporen. Izogneš se vsem kandidatom, ki imajo kakršenkoli pedigre, pa ali je bolj ali manj karizmatičen, ni važno, ne, dobiš nekoga, ki je potem neka sivina, ampak, ne, da se vrnem, se tudi Peter Svetina je bil točno po tej logiki imenovan, pa zdaj ob koncu mandata, kot praviš, je malo bolj pametno pokomentiral zadeve, ne. Je pa enostavno za NSI in za SDS povsem politično nesprejemljivo, da bi podprli kogarkoli od ostalih 3. Ja, dejstvo. Medtem ko pa njihove glasove vendarle katerikoli že kandidat, ki bi ga predsednica republike predlagala,
nujno potrebuje in dvomim, da bi se predsednica šla še enkrat opeč v očitno neizvoljivega kandidata, kar mislim, da če ne bo neke hude trgovine, Katarina Brvar Strnad zagotovo je, ker si ne predstavljam, kateri opozicijski poslanec bi recimo dal glas za njo. Ja, jaz bi si ta hip, če bi res mogel napovedati, kdo bo na koncu te funkcije dobil, drzno staviti na Andraža Zidarja kot varuha in na gospoda Pahorja kot na guvernerja, ne. No, ampak če smo že pri teh imenovanjih in povezavi s predsednico republike, je pa ta teden odmevalo, ali pa narekovajih odmevalo še eno deimenovanje, kako bi temu rekli, uraden premik v ozadje. En tak zametek meta čez ramo, ampak zelo sramežljiv, ne, namreč umika Robert Golob Vojka Volka, ne, svojega v bistvu državnega sekretarja za nacionalno in mednarodno varnost, ki bo od 1. marca naprej zadolžen samo še za ta varnostni del, za mednarodne zadeve pa ne več, tam ga bo prevzela v bistvu Maja Božovič, ki je bila do zdaj v kabinetu Goloba zaposlena kot svetovalka za mednarodne odnose zdaj. Zakaj pravim, da je to vse skupaj sramežljivo ali pa niti ni res met čez ramo v strogem pomenu tega, ker, poglej, Vojko Volk je v zadnjem času za nekega svetovalca iz kabineta mal preveč prehajal na naslovnice medijev, to nikoli ni dobro za ta background predsednika vlade, zapletel se je s predsednico republike takrat precej na glas glede vabila Kitajcem, ne, oziroma kitajskemu vodji v Slovenijo, češ da to ni bilo usklajeno, potem nazadnje sta imela diametralno nasprotni stališči glede udeležbe Slovenije na vrhu o Ukrajini v Parizu pri Macronu, ne. Sej ni problem, da imajo pač ljudje nasprotna stališča, samo malo preveč sta si to javno povedala z novinarskimi konferencami. In tudi na področjih, kjer vendarle bi ta različna mnenja bilo bolje zadržati v internih pogovorih. Tako, in zdaj Robert Golob politikantsko Vojka Volka z naslovnic simbolno umika, ohranja mu sicer naziv državnega sekretarja, ki ga pa zanimivo Maja Božovič, ki prihaja v to polje, ne bo imela, ne. Tako da pravijo, Robert Golob še naprej glede zunanje politike posluša izključno Vojka Volka, tole je pa malo tako, ne, da bo morda Nataša Pirc Musar, kaj bi rekel, lažje spala, niti ne. Morda, da bo vsaj izgledalo, kot da je po dolgem času naredil korak proti njej. Morda nek navidez pro forma korak, ne, zdi se morda, kot da kaj potrebuje od nje, kolikor poznamo Roberta Goloba. Ne? Še posebej, lahko da tudi del ene te širše trgovine glede varuha, guvernerja in sodnikov in še ostalih stvari, ne, vendarle do konca mandata se bodo še imenovali sodniki in za evropske zadeve, kar je že nekako urejeno, in ustavni sodniki. Tako da tukaj sodelovanja s predsednico bo treba še nekaj in morda do neka gesta proti temu, da se ji približajo, ne? Se pa hkrati, lahko rečemo, oddaljujejo od kakršnih koli civilizacijskih norm, pa spet, ko gre za KPK, ena redkih institucij, ki recimo še ima svojega predsednika, ne? Ki še... Pa čeprav tudi zelo velik za njega, ne slišimo, ker je to še en v vrsti teh, ki jih dobiš po vanilija sistemu kadrovanja. V bistvu, drži se, je sicer pred kakšnim letom precej pojavljal, ampak vsaj ta institucija recimo še nekako formalno deluje in skuša razširiti, ne, torej tole orodje Erar, ki je treba priznati nam novinarjem kar veliko pomeni, ne, ker zelo jasno razkriva pač marsikatere javne transakcije, torej prehod javnega denarja k različnim subjektom in to bi še nekoliko razširili, kar pa je zmotilo, lahko bi rekli v narekovajih, zasebni bankomat Gibanja Svoboda, družbo GEN-I. Bejš, kako pa to, no? Pa da ravno GEN-I, no, od vseh najbolj transparentno podjetje v državi. Že znano po svoji transparentnosti, že iz preteklosti. In seveda povsem slučajno tudi podjetje, odkudar se je Robert Golob s celim nizom bivših zaposlenih GEN-I-ja potem preselil v državno politiko. Veliko jih je v državnem zboru, mnogi drugi iz GEN-I-ja so zdaj vidni funkcionarji te vlade, ampak da greva malo v vsebino, ne. Kaj točno so na KPK-ju želeli narediti? Že jeseni lansko leto so napovedali prenovo aplikacije, ki prikazuje te javna nakazila, ne,
iz državne blagajne, in razširiti to še na nakazila fizičnim osebam in na nakazila v tujino, ki presegajo plačo predsednico republike, znesek je tam 6700 evrov bruto, ne? In GEN-I z direktorjem Maxom Helblom, ki je pa tesen Golobov zaupnik, namreč Helblova soproga je generalna sekretarka aktualne Golobove vlade, ne? Se je to spremembo, vse ostane v familiji, ne? Se je to spremembo prikazovanja nakazil te dodatne transakcije spravilo ovirati celo z oceno ustavnosti, sicer neuspešno, enotno jih je ustavno sodišče zavrnilo, pod sklep se je podpisal v bistvu pomenljivo tudi Rok Čeferin, vseh 9 ustavnih sodnikov je zavrnilo možnost, da bi ustavili KPK v njenih namerah. Zdaj, rekel bom tako, ne, smešno mi je, ko vprašajo GEN-I, zakaj so nasprotovali razkritju nekih novih transakcij preko Erarja, pravijo, da je ogrožen njihov konkurenčni položaj na trgu, po domače povedano, ne želimo, da bi konkurenca videla plače naših zaposlenih. Čeprav KPK pravi, da plače sploh niso predmet teh razkritij. Je pa predmet teh razkritij razne finančne mahinacije, ki potekajo prek podružnic v tujini, kar je tista klasična praksa, kako se potem kakšne stvari obvodno financira in vemo, čigav bankomat, ne, v narekovajih je torej GEN-I, ne, konec konca, ne, če smo že kdaj v politiki imeli tako masoven prehod iz enega podjetja v parlament oziroma v državne Sem prepričan, funkcije, da ne. Spomnil se pa boš, glej, prva stvar, očitki o raznih zamolčanih računih v Romuniji, očitki o pranju denarja v Srbiji, očitki o podkupninah oziroma nekih spornih provizijah v Bosni in Hercegovini, očitki tudi za kakšne druge vidne člane Gibanja Svoboda, o nabiralnikih v Banja Luki, ki velja za neko pravzaprav davčno oazo znotraj Evrope, ne pa Evropske unije, seveda. In potem druga stvar, ne, smo v predvolilnem letu. Tiskali se bojo jumbo plakati in se obešali. Kupovale se bojo agencije, video spoti, najemal se bo oglasni prostor v medijih in preko najemanja oglasnega prostora se bo kupovala naklonjenost urednikov in novinarjev. Ne? In recimo, zdaj spomnimo še na 103 000 evrov, ki jih je GEN-I nakazal. Recimo Vesni Vuković, še vedno ne vemo, to točno zakaj. Ki je zdaj že kar nazaj, malo novinarstvu spet. Ne? Hočem reči, glej, ene stranke bodo za ves ta predvolilni direndaj najemale posojila, ne? In potem morale med drugim, recimo kot SD, verjetno reševati s prodajami nepremičnini, ne vem kaj. Druge, ki so na oblasti, imajo lažjo nalogo, ne? Lahko si sposodijo denarni tok, naprimer GEN-I-ja, ne? In zadeve speljejo bolj širokopotezno oziroma zalijejo medije in še koga z večjo količino denarja. Bi pa rekel tako, da v bistvu, glej, ključnim arhitektom, ne, ki to iz ozadja pripravljajo, o enem še bova, ki se je preselil iz obrambnega ministrstva nekam tik pod vrh državnega holdinga, seveda potem ni vseeno, so te transakcije javnosti vidne ali ne. Zdaj pa, da Svoboda konkretno že pošteno zajema ta finančni vzvod pred naslednjo kampanjo, kaže pa naprimer že Dars, ne, kjer je bil proračun za marketing še lansko poslovno leto okrog 150 000 evrov, pa ga je zdaj gospod Ribič povišal že na 500 000. Seveda se lahko vprašamo, zakaj, in niti ni treba, da odgovorimo. Mislim, da je odgovor zelo jasen. Ne? Že večkrat smo slišali, ne, medijski zakon se pripravlja, tudi govori se že nekako v teh krogih, da se vlada pripravlja na neko ofenzivo prek podcastov, preko raznih influencerjev, ne? Tako da tukaj bodo tudi kapljale verjetno kakšne pogodbice, ne, ki bodo raznim influencerjem omogočale recimo kakšne ugoden finančni tok za kakšen endorsement, ne, kakor bi se stujko rekel v svojih podcastih, zato da bi vendarle lahko prišli še do tega tako željenega drugega mandata Roberta Goloba, ki pa, ne, za katerega pa so nujne tudi, lahko rečemo v narekovaju, ankete, ne, ja. Ki nas tudi pravzaprav vsak teden ali pa vsakih nekaj tednov obveščajo o tem, kakšno naj bi bilo javno mnenje. Ko pa pogledaš nekoliko globje, se izkaže, da je vendarle marsikaj zelo nenavadnega. In zdaj to globje, ne? Tisto, kar mene fascinira na tej zadnji februarski meritvi Mediane za Pop TV je, poglej, demokrati so prvič prišli na to uradno lestvico, to sva mi dva v bistvu že tudi kakšen mesec prej se vprašala, zakaj ne, zakaj stranka, ki je že dolgo ustanovljena, pač ni na tej meritvi.
Fokusa še vedno ni, demokrati so, ampak pazi, če smo do zdaj mesece ugibali in vsi analitiki, ne glede na milje, so ugibali, komu demokrati jemljajo, torej komu Anže Logar jemlje, poglej te zelene puščice pri vseh ostalih. Skratka, Anže Logar je zdaj na lestvici, rastejo pa kot gobe po dežju vsi okrog njega v bistvu, ne? In še druga zanimiva stvar, ki sicer iz tega grafa ni razvidna, demokratom so namerili 4,8% točke, oziroma če izločimo neopredeljene, recimo 7-8 poslanskih mandatov, medtem ko se je delež neopredeljenih napram prejšnjemu mesecu znižal za 4,3-4,4, kar bi nas lahko navajalo na po mojem hudo napačen sklep, ne? Da je Anže Logar v bistvu neko, kako bi temu rekel, laboratorijsko dete, ki je samo spočeto iz neopredeljenih. Ja, to je vsekakor, bi lahko iz take ankete sklepali, pa vendarle je jasno, da temu vendarle ni tako, ne? Ampak ne, kljub temu, te ankete smo videli lahko v zadnjih tednih, ne, ko smo jih imeli tudi priložnost od bližje pogledati, ne, ko smo dobili screenshote dejanskega vprašalnika in to glede na rezultate je zelo jasno, da vprašalnika, ki ga je Pop TV prejšnjo nedeljo vrtel po televiziji, ne, torej ta vprašalnik ima en kup napak, ne, od tega, da je bil seznam strank, ki jih lahko izbereš kot tiste, ki bi jih volil drugačen, kot seznam strank, ki jih zagotovo ne bi volil, ne, skratka, zakaj se nekdo znajde samo na hate listi, po domače rečeno, ne, druga stvar, seznam strank je bil dvakrat vprašan, ne, torej volivec je bil dvakrat vprašan, najprej katero stranko bi volil, kjer so bile naštete samo stare in iz nekega razloga demokrati, potem pa še enkrat, kaj pa, če bi bili na izbiro tudi novi in potem pa vsi tudi novi zraven, poleg starih, tudi še nekateri taki, ki sploh ne obstajajo. Tukaj zdaj dati na isti seznam registrirano, prijavljeno, delujočo stranko, recimo Fokus Marka Lotriča ali pa konec koncev tudi Zaupanje Karla Erjavca in podobno, ne? In pa imaginarno stranko Vladimirja Prebiliča, za katero celo sam pravi, da je sploh morda ne namerava ustanoviti. Ne? To je torej tisti inženiring javnega mnenja. Točno to. Skratka, ti najprej ločiš, ne, že dve ustanovljeni stranki, Demokrate in Fokus med sabo, ne, potem jih spet v tistem vprašalniku, kjer so novi projekti, jih spet združiš, ampak jih hkrati meriš skupaj stranko, ki še ne obstaja in za katero sploh ni Vladimir Prebilič potrdil, da jo namerava ustanoviti. Ne. Tako da, pa sva naštela, mislim, da bi se dal metodološko iti malo globje, sva samo tiste res najbolj moteče stvari naštela. Da ne govorimo potem o novinarjih, ki to interpretirajo, ne, ki preberejo NSI 3,9, ne, ob 35% neopredeljenih. Pa potem Vesna, Resnica, Levica in tako naprej je novinar postavil tezo, da so to vse stranke, ki danes ne bi prestopile parlamentarnega praga, je pa zanimivo, da so to prav vse stranke, ki bi prestopile parlamentarni prag. Če upoštevamo, da je pač ta anketa točna. Ker jih je 31,5% volivcev je po tej isti anketi neopredeljenih, ne? In če te iste odstotke deliš ne 100, ampak z 69, dobiš precej drugačno sliko od tega. Zdaj, razlogi, zakaj bi temu bilo tako, so lahko zelo različni. Ne? Govori se tudi o tem, da lahko pač z nekaj mestno številko tudi zagotoviš neko mesto kakšne stranke v anketi, tam, kjer si ga želiš, ne? Oziroma interpretacija predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina, ne? Zakaj pa do takšnih anket prihaja, oziroma ne samo anket, tudi še raznih afer, ki jih bo zdaj v nadaljevanju, ne, je pa sledeča. Ne. Nova Slovenija s tem nima nič, je pa jasno, ne, kakšen je tukaj političen cilj. Tukaj se predvsem želi onemogočiti Novo Slovenijo, ker je vsem jasno, da če bi se onemogočilo Novo Slovenijo, ne bi bilo desno-sredinske vlade. Strici iz ozadja so ocenili, da SDS je očitno premočen, da bi ga potopili, zato so si za tarčo izbrali nas. Ampak vendarle vtis glede na dogajanje na vrhu Darsa je pa slab. Ja, vtis je slab, ampak veste, treba povedati celotna dejstva. Po odhodu Valentina Hajdinjaka je bilo narejeno že nič koliko revizij in nobena revizija ni še nič odkrila. Tako da tukaj je treba dati dejstva na mizo, ne govoriti o vtisih, ker ko se v politiki govori o vtisih, potem se blefira, ne pa govori o dejstvih. Vtisi so tudi to, kar ustvarjajo ankete, ne? Če smo že pri tem, pa vendar Matej Tonin govori o aferi Dars, ki so jo mediji prejšnji teden znova potegnili na plano, tako v povezavi tudi z odvetnico Nino Zidar Klemenčič, ne? Spet pa so puščice uprte v NSI, pri čemer se zdi
to, kar je Tonin povedal, le del zgodbe, ne, torej po eni strani si koalicija želi NSI zradirati, ker je trn v peti in prek komisij in prek tega, da bi lahko omogočila nastanek desno-sredinske vlade. Po drugi strani pa so znotraj desnega pola tudi nekoliko uporni proti Janezu Janši in si po svoje Janša, tako se zdi, želi bolj poslušne koalicijske partnerje, ne? Ja, glej, zdaj osnovna teza te zgodbe Pop TV-ja oziroma novinarke, ki je niti ne bom poimensko omenjal, je bila, da se iz posla na Darsu iz avtovlek, kjer se vsako leto obračajo kar lepi milijonski zneski, potem del denarja bodi si recimo konkretno preko odvetniške pisarne Zidar Klemenčič ali preko enega od teh avtovlekarjev, mislim, da se dva tu bijeta za monopol, pretaka nekako nazaj k stranki NSI. To je bila osnovna teza, s katero se je šlo potem preverjati zgodbo. Se pravi, bodi si direktna neka nakazila stranki ali po obvodu, vemo, da ima NSI nek svoj inštitut. Potem po mojih informacijah je novinarka dobila vpogled v transakcije, se prepričala, da za obdobje, ki jo je zanimalo, teh transakcij ni, se vrnila nazaj v svoje uredništvo, skomunicirala tudi z uredniki, ne, da teh transakcij ni in da je sicer zgodba o Nini Zidar Klemenčič nekaj, kar lahko delajo, da pa vsaj po njenem mnenju ni treba te zgodbe peljati v smeri NSI-ja, ker pač materijala zadaj ni. Ne. In potem je bil nekdo nezadovoljen s tem. Ne, jaz bom rekel, tukaj spet ne bom poimensko, da je prišlo med uredniki znotraj ProPlusa oziroma Pop TV-ja 24 ur, kakorkoli kdo želi, do različnih pogledov na zgodbo, glede na to, kdo naj bi urgiral, da se je potem zgodba spet zapeljala nazaj v strankarske vode, pa mislim, da je zadaj neki interes Damirja Črnčeca, to je tisti svetovalec, ki je zdaj v upravi, pod upravo Slovenskega državnega holdinga, pa je bil prej na obrambnem ministrstvu. Če se vprašamo po motivu, pa niti ni tako divja teza, zakaj bi Damir Črnčec sesuval Novo Slovenijo, samo v zadnjih mesecih, če pogledaš. Zelo odmevna interpelacija proti njegovemu notranjemu ministru Poklukarju, ki je močno stresla stol ministra in tudi vlada v celoti. Potem bili so nekako prisiljeni zaradi opozicijskega delovanja v umik od 30-milijonskega posla s helikopterji za policijo, ne? In že videli smo pred kakšnim tednom odmevno sejo o Patrijah, o 700-milijonskem nakupu Patrij. Tako da tisti vidik, ki mene še po strani malo moti v tej medijski konstrukciji zgodbe, pa je, da je bil kot reševalec razmer in v bistvu kot nek veliki higienik na Darsu prikazan novi šef uprave, Andrej Ribič, ki je še 2 leti nazaj vodil volilni štab Gibanja Svoboda, ne. Pa bom zaenkrat, ker verjamem, da je to tudi meso za naš portal zanima.me, kjer lahko se bolj obširno razpišemo o detajlih, bom zaenkrat bolj v šifrah rekel, da če želi kdo pa o Ribičevih metodah higienskih si ustvariti pravo mnenje, bi pa mogel kaj vprašati generalno sekretarko oziroma državno sekretarko na enem od ministrstev v sestavi aktualne vlade, ki bi lahko veliko povedala o tem. Ja, gre pa za zgodbo okoli poslovne stavbe Darsa, ki jo pa nadzoruje in vodi in spremlja njene podražitve, Ribičev brat, torej Brane Ribič, tako je. Predsednika uprave, bivšega, torej vodjo štaba Svobode, njegov brat pa rihta posle in to je ta čistilna akcija zdaj za sam Dars, ki je pa seveda, kot že omenjeno, bistveno povečal tudi budžet za oglaševanje ravno v predvolilnem letu. Sama naključje. Kakšno naključje. In ko smo že pri NSI-ju in Svobodi, tukaj je počilo še na enem področju in sicer na romski problematiki. Zdaj, če malo spomnimo gledalce, že leta 2023 je skupina županov iz jugovzhodne Slovenije, torej predvsem to dolenjsko področje, ki imajo izkušnje, ki imajo probleme pač z težave z romsko skupnostjo, pripravila serijo zakonov, s katerimi bi to področje naslovili. Zbrali so, mislim, 30,000 podpisov, da bi zadeva šla v parlament in je bila seveda vržena v predal. Nova Slovenija je zdaj to potegnila nazaj in znova vložila v parlament. Videli smo pa tudi kar orang spopad, ker češ vlada pripravlja pa zdaj svojo celovito rešitev. Veš, kako rečejo južni bratje, samo što nije. Po skoraj 2 letih smo tik na tem, da vložimo, ampak zdaj ste nas prehiteli. Poglejmo, kako je to potekalo. Otroci prijejo domov, povejo, da so bili ustavljeni na cesti, da je nekdo izsiljeval od njih denar in grozil, razlagal, kazal slike orožja, kako ga bo nekoga ubil. Glejte, to je hinavščina.
ne morem drugače tega imenovati. Ali je to, da so ustrahovani hinavščina? 30 000 ljudi, ki so podpisali te zakone, reče, da so hinavci. 11 županov reče, da so hinavci. Rešitve, ki so dobre, z njimi so seznanjeni tudi lokalni predstavniki te iste stranke NSI, stvari bodo ustavno vzdržne, to je pa to. Njihovi predlogi ustavno niso vzdržni. Tele rešitve, ki jih imam tukaj v mapi, to z rdečo so zaznamki posamičnih rešitev. Kar je moj problem z zakoni, ki jih NSI predlaga, je, da se samo s palco loteva problematike. Otroški dodatek je namenjen ravno otrokom. Zdaj pa ti otroci ne grejo v šole, njihovi starši ta naš skupni denar porabijo za alkohol, cigarete, orožje. Ste slišali, kaj je rekel naš gospod župan? In tisto, kar je pa še najhujše, te otroke izkoriščajo za kriminalna dejanja, ker otroci pač niso odgovorni pred zakonom, tako kot odrasli. Zanimivo je, torej, župani so že zdavnaj pripravili komplet zakonodaje in so ljudje, ki se s tem področjem ukvarjajo, ki imajo s tem področjem težave. Ne? In še eno stvar poudaril tukaj, tukaj ni šlo za nek desničarski projekt, ampak so bili zraven tako levi kot desni, kot neutralni, kot nestrankarski in tako dalje. Skratka, projekt kar zanimivo pripravljen in naslavlja vse tiste probleme, s katerimi se soočajo, ne? Ki smo jih lahko slišali naštete. Luka Mesec potem pride z mapco. Ne? To je ta izjemno psihološki. Skratka, ne vemo, kaj vlada pripravlja, ampak očitno nekaj pripravlja, ne, dvigne. To me spominja, ne, na neko zgodbo iz, mislim, 90-ih, ne, ko je Zmago Jelinčič na nekem soočenju iz žepa potegnil papir in rekel, lejte, jaz imam papirje, ne, in potem nasprotnik ni vedel, kak je za ene papirje to gre, ne, se držal nazaj defenzivno, ne, potem pa po oddaji, ne, vprašal, in kaj za ene papirje to imaš ti, pa reče Jelinčič, pa ne vem, nekaj sem potegnil iz žepa. Ne. Zdaj ne vemo, kaj ima Luka Mesec v tej svoji mapci, ne, tam lepo označeni, skoraj že Urška Klakočar Zupančič svoj poslovnik, ne. Ampak dejstvo je, da že 2 leti pravzaprav se to pripravlja, ne, ko bi že lahko 2 leti reševali problematiko in vlada je dala Romom izjemno napačen signal. Ravno s tem, ko je pravzaprav vrgla v smeti te rešitve, ki jih zdaj Luka Mesec označuje kot palica, pri čemer kaj je ta palica? Ne? Da če otroci ne bodo hodili v šolo, dobijo otroški dodatek izplačan v naturalijah. Ne? Se pravi, hrani, oblačilih in tako naprej. To pa je palica. Zdaj, kaznovani boste, ker vam ne bomo dali denarja, ampak potrebščine za otroke. Ne? Ali pa druga stvar, recimo, ne, da moraš imeti vsaj 7 razredov osnovne šole končanih, da pristopiš k opravljanju vozniškega izpita, kar po mojem tudi ni neka stvar, proti kateri bi velika večina Slovenije protestirala ali pa rekla, da je to nerazumno zahtevati. Ampak tako, kot praviš, veš, dramaturgija, ne, če že kaj, ne, je Luka Mesec v letih, odkar je v državni politiki zelo izpil ta nastop in dramaturgijo in praviš, prenese mapco, minilo je pa skoraj 2 leti, ne, leto in pol in še malo, odkar so župani imeli svoje predloge in zdaj zato, da je neko kozmetiko, ne, ki gre od te palice, kot Luka Mesec pravi, da so popravili v malo bolj te progresivne, pa recimo in pač levičarske metode, ne, da je to trajalo 2 leti, je pač neuzdržno, da pa potem Avšič Bogovič, vodja poslancev Svobode, reče, da je hinavščina po 2 letih vprašati tok, kaj ste pa vmes počeli, zakaj stvar na terenu ni sanirana, ne? To je pa tudi žaljivo in do te regije, do tistih 11 županov, pa še do koga. Pa konc koncev do domačinov, ki otroke ne vejo, bi jih v oklepniku vozili v vrtec pa v šolo ali grejo lahko sami domov. Ne? In konc koncev pravzaprav tudi do Romov, ne, ki so zaradi tega pač v težavah, ne, ki imajo tudi v svojih naseljih kaos. Tako, spet treba biti poštena. Ne, tako, niso vsi tudi tam isti. Nekateri plačujejo položnice, nekateri pošiljajo svoje otroke v šolo, vse do konca do univerzitetne izobrazbe in verjamem, da tudi znotraj niso tako črno-beli pogledi na to. Daleč od tega, ne. Medtem pa mineva, pazi, 1000. dan vlade Roberta Goloba. Ne vem, če smo sicer kdaj v preteklosti praznovali 1000. dan kakšne vlade, tudi če je do njega prišlo, ne, pa vendarle spet, ne, ni se vlada pohvalila z nekimi rezultati, ne, kot bi recimo pričakovali po 1000 dneh vladanja, ampak smo videli pravzaprav že, kot v začetku rečeno, jokcajoči nek nastop Roberta Goloba na Instagramu. Še celo Janša vlaga interpelacijo proti vladi, se lahko samo nasmehne. Zakaj? Zato, ker verjamemo, da
to, kar počnemo, je tisto, kar je prav. Hvala in se vidimo čez novih 1000 dni. Ja, zdaj, pa i bilo. ja. Zdaj, jaz bom rekel tako, ne vem, jaz osebno se sprašujem, kdo kupi ta nastop, ne? Ker če že neki je na nek način pozitivno, da je Robert Golob tako zelo nespontan in slab igralec, ne? Da se tudi na tem posnetku, ki verjamem, da ga je spet v bistvu vsebinsko in dramaturško zasnovala Tina Gaber, o tem skoraj nimam niti enega dvoma, ne? Se vidi očitno, kako je zaigrano več stvari in sicer najprej utrujen sem, garamo, dajemo vse od sebe, 3 leta so že mimo in morate misliti, celo Janša zdaj vlaga interpelacijo. Zakaj pa ne, se kdo drug kot Janša, pa skoraj da bo. Ne? Druga stvar pa vračanje na tisto pozicijo žrtve, ki sem že bolj na začetku epizode govoril iz leta 2022, ko je zelo učinkovito, ne, v bistvu prodal zgodbo, kako je moral zaradi neke avtoritarne vlade zapustiti svoj bajno plačani stol v GEN-I-ju in so mu to ljudje kupili. Zdaj, res ne želim biti žaljiv, spoštujem najine gledalce in širšo slovensko javnost, pa vendar bom rekel nekaj, ne. Zdi se mi, da je ta nastop Roberta Goloba idealen za tiste, ki so mu tudi slovenske soap opere, naprimer na Pop TV-ju všeč in se jim zdijo dobre. In jaz ne vem, mogoče bi pa rešili politično situacijo v Sloveniji, dragi moji, glejte malo več tujine, Netflix, HBO, a boste videli, kaj je vsaj dobra igra, če že mora biti vse zaigrano. No? Ja, pri čemer je ironično, kako zelo se prav vsi vodilni politiki v Sloveniji postavljajo v neko vlogo žrtve, ne, pa se mi zdi celo, da včasih to že presega tudi meje Slovenije, ampak to je prav tisti recept za porazno vodenje države, ne, ker nekdo, ki se ima za žrtev, težko neki pametno vodi državo. Ne. To je enako verodostojno kot tisto srečanje s Trumpom pred WC-jem Notre-Damske palače. Jaz sem včasih občutek, da bi ChatGPT bolje zaigral, če bi delali deepfake Roberta Goloba, kot so Robert Golob. Predvsem pa, če že igra, ne, in slabo igra, naj ne igra, prosim, utrujenosti, ker od česa že, od dopustovanja na Krku in ne vem, kje vse. Jetlagi so tudi utrujajoči, kaj ne rečem. Ne. No, ko smo že pri jetlagih, ne. Ta teden se v valni pisarni pri Donaldu Trumpu vrstijo evropski voditelji, sprva je bil tam Donald Trump, ne, potem še Keir Starmer. V Sloveniji, ne, pa je bil na obisku, spet je Slovenijo izbral za prvi obisk v tujini, hrvaški predsednik Zoran Milanović, ne, ki je prisegel prejšnjo sredo, potem pa teden dni kasneje že obiskal našo predsednico. Mudilo se mu je na vampe. Ne. Očitno, ne, je pa zanimivo, ne, Milanović izrazito kontroverzen predsednik, ne, sicer je uspel dobiti 75% v drugem krogu, v prvem krogu se mu je zmaga za nekaj glasov izmaknila, ne, in je to pravzaprav eden boljših, če ne najboljši rezultat kandidata za predsednika Republike Hrvaške, pa vendarle ne moremo mimo tega, da je Milanović kot predsednik želel kar mimo ustave kandidirati še na parlamentarnih volitvah, kjer je pač včasih že bil premier, potem je njegova stranka klavrno potem izgubila na parlamentarnih volitvah, no, kar pa očitno ni ustavilo Milanovića na predsedniških. In tudi sicer ima Milanović kar precej nekih takih kontroverznih izjav iz preteklosti, še tudi o Ukrajini in o sodelovanju Hrvaške, pa vendarle velja pogledati njegovo izjavo, del svojo izrezala nekoliko šaljivo v začetku, zdaj pa pogledamo še malo več. Ne. Evropske unije nihče ne bo nič vprašal, je zatrdil, pa tudi Ukrajine ne. Je li to dobro, to nije dobro. Je li to stvarnost? To je stvarnost. Kakvih 30,000 mirovnjaka? Gdje to uopće postoji? Nažalost, to su vojske za safari. Tako, to je realnost. I o tome se priča zadnjih nekoliko tjedana. Dakle, kao jedna ubrzana, nervozna reakcija na sve ono što radi Trump. Kar bi jaz najprej opazil, je Nataši Pirc Musar se je zraven ob teh besedah podiral svet. Ona je kakšen teden pred tem opozorila, ne, da to ni tista Evropa, za katero smo se borili po drugi svetovni vojni, kako nas ni zraven za pogajalsko mizo in da seveda ne more biti miru o Ukrajini brez Ukrajine in tudi nobenega dogovora o evropski vlogi brez Evrope. Ne. Zdaj, na Hrvaškem za Plenkovića pravijo, ne, se pravi za premijeja, da je v bistvu desničar, ki nastopa in govori kot levičar, se mi zdi pa pri Milanoviću pa ravno obratno, v bistvu skrajni levičar, ki uporablja ta trampistično-putinovski nastop v bistvu, ne? Ja, ne, je pa mu treba priznati, da to, kar je povedal, je dokaj realno, ne, kakorkoli obrnemo, je, ne, kot je rekel, ja, ali ne bo nihče poslušal, ne bo, ali to slabo je, ampak taka je
realnost in taka je realnost delno tudi zaradi tega, ker pač Evropa sama ni znala poskrbeti zase, po domače rečeno. Ironično se mi zdi, ko že nekaj tednov poslušamo o tem, kako grozno je, ker ZDA pravijo, da je čas, da Evropa poskrbi sama za lastno varnost. Mislim, pa kje pa smo? No? Mislim pač, da je to neka tako nezaslišana poteza. Pa bom spet rekel, ja, to, kako Trump opleta z zunanjo politiko, je problematično. Ne na zadnjem je smešno tudi, kako predstavlja svoje izjave. Še prejšnji teden je bil Zelenski diktator, včeraj ga je hvalil. Celo sam zase rekel, ne morem verjeti, da sem to izjavil. Ampak konec koncev nekaj pa ima prav. Tukaj je pa vprašanje Evrope, kako to, da Evropa toliko časa pravzaprav ob vsem bogastvu, ki ga imamo in zavedanju zgodovinskem, ki ga imamo, se delamo kot da pravzaprav se nič ne bo več zgodilo in zato nismo faktor. Zato ne moremo biti faktor za mizo, ker kaj pa lahko Evropa ponudi, če parafraziram Milanoviča, vojsko za safari, torej sploh resne vojske in tudi, če se spomnimo, ko so bili spopadi recimo v drugih državah, kjer so NATO-ve vojske sodelovali v Iraku, v Afganistanu, so običajno ameriški vojaki bili tisti, ki so šli na res problematična področja, evropski NATO-ji vojaki pa so bili običajno tisti, ki so čuvali neke baze v tistih manj napetih področjih, recimo Afganistana. Zdaj se mi zdi, da si v bistvu vrhunsko napeljal na izjavo, po kateri je zaslovelo v bistvu v zadnjem tednu srečanje Macron-Trump, ko je Macron sredi združenja z novinarji v bistvu kar energično prekinil Trumpa in ga popravil. Najprej pogleda to. Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total default, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Mr. President, but they get their money back, we don't, and now we do. Glej, če že en tak zadržan prstek navzgor za tole čistko pro forma, z vidika nastopa, če zdaj že tedne poslušamo, kako je pač Evropa tam nek razneženi mucek, ki sama ne more nič, okej. Popravil je tam celo sred Washingtona Trumpa in ga malo ustavil, v redu. Mislim pa, da vsebinsko oba dva govorita zelo podoben jezik. Trump pač zelo nepremičninsko in naravnost učelo o tem, da hoče denar nazaj, da hoče, 500 milijard težkih kovin in naravnih bogatstv od Ukrajine in da hoče ves ta denar, ki je bil v vojno mašinerijo za obrambo Ukrajine vložen nazaj. Medtem ko Macron to isto pove samo na tak s pogojnikom. Se pravi, mi imamo tam nekih 230 milijard, ki so zamrznene, morda jih bomo dobili, morda jih ne bomo, poanta je popolnoma ista. Zdaj, tist, kar pa bi vendarle v fusnoti samo še dodal, je pa, da Trump ta njegov transakcijski način gledanja na mednarodno politiko mi nekako najbolj ne sede, ker je pač dejansko zreduciral problem miru po 3 letih samo na to, v kakšnem času je sposoben dobiti milijarde nazaj. In to je pa mal prehuda, zdi pa se mi tudi, da vod to, kar sta opozarjala najna gosta in Borut Pahor in Laris Gajser kot izkušen diplomat, da to vodi v en tak zelo začasen, zelo krhek dogovor in tudi en mir, ki ne bo zdržal prav dolg. Jaz bi dodal še to, da se mi zdi problematično pri Trumpu, da je enostavno enkrat eno, enkrat drugo, torej se na njegove besede je res težko človek zanese. Je to tudi že malo emšo kot pri Bidenu ali kaj drugega, ne vem. So nekoliko lahko netočne, kot smo videli tudi v tej izjavi, po drugi strani pa na načelni ravni. Pa stvari enostavno držijo. In tudi se bistveno preveč dramatizira v smislu, konec NATO, lepo je Trump povedal, če smo skupaj na tem potovanju, mora vsak nesti svoj ruzak, ne pomeni, da je odpovedano potovanje, samo od vsakega se pričakuje, da nese svoj ruzak, zdaj Ukrajina je pa tukaj, se mi zdi pač tista žrtev, ki bo kratko potegnila, zato ker je bila pač Evropa zadnjih 20-30 let enostavno nesposobna, da bi imela svojo obrambo postavljeno drugače kot na plečih ZDA. Mimo grede, zdaj si me spomnil na eno
novičko, ki je zelo sveža in sva jo tik pred snemanjem prebrala. Namreč Keir Starmer zdaj v Veliki Britaniji v nedeljo sklicuje še en izredni vrh na temo Ukrajine v zelo podobni zasedbi, kot je bil tisti prvi zelo oskubljeni v Parizu in seveda Slovenije spet ni zraven. Dokler nam ne povedo pri Golobu, da ima Zoom in slušalke spet. Bo pa zraven Nemčija, ki je v nedeljo volila, zmaga se je nasmehnila, lahko rečemo CDU, CSU, Krščansko-demokratski uniji, pa vendar je treba tukaj par stvari povedati. To je eden slabših rezultatov za CDU, CSU. Najslabši v zgodovini so dosegli socialdemokrati, torej CDU, CSU in socialdemokrati so nekako tisti dve stranke, ki sta osrednje vodili Nemčijo po drugi svetovni vojni, prosperirali pa alternativa za Nemčijo, podvojila rezultat na nekje dobrih 20% in Levica tudi skoraj podvojila rezultat na približno 8, medtem ko recimo neko glas razuma v semaforski koaliciji pod vodstvom socialistov, torej liberalci, iz parlamenta izpadli. Tako da spet v Nemčiji je tak zanimiva situacija, kjer sta sicer najverjetneje CDU in socialisti uspela sestaviti vlado, čeprav bodo pogajanja trda. Pričakujemo pa lahko, če se bo to res zgodilo, da na prihodnjih volitvah še večji odklon na robove, ker že zdaj se jasno vidi ta odklon, še posebej, ker se pač do AfD-ja postavlja ta požarni zid, kjer pa spet komentiramo na zanima.me, da je to delno krivda tako AfD-ja, ki se določenim neonacističnim stališčem enostavno ne želi odreči, kot tudi recimo napaka strani CDU-ja, ki pravzaprav na ta način jasno izraženo strani volivcev željo po desni vladi pravzaprav zavrača, zato ker enostavno za AfD-jem ne namerava sodelovati. Bom zelo skrajšal glavne poante. To je v bistvu koalicija v Nemčiji, čez katero Evropa jamra že zadnjih 15 let. Če recimo tudi levi politiki, kar nedvomno Borut Pahor je, se pritožujejo nad recimo migrantsko politiko, ki jo Angela Merkel točno v teh koalicijah pustila za seboj, je to zdaj nadaljevanje neke takšne zgodbe. Mal aplikacije na Slovenijo še spominja me, kar se razmerja med CDU, CSU pa AFD tiče, na Slovenijo znotraj desnega pola, samo da je ravno obratno, pri nas so krščanski demokrati bolj ta mikrostranka, pa nekoliko bolj ostro desna, SDS mnogo večja. In še druga stvar, zdi se mi, da bi SD in NSI v Sloveniji že zdavnaj sodelovali v isti vladi. Tudi slišim od nižjih kadrov obeh strank to željo že kar nekaj let, če jih ne bi dominantna stranka, se pravi na eni strani SDS pa Svoboda, trenutno na drugi, nekako vlekli interes na vsak sebi. Ja, tukaj bi sicer poudaril, da vendarle SDS bistveno bolj zmerna kot AfD v Nemčiji, da ne bo kakšne pomote pri gledalcih, ampak tako mislim, da na tej točki lahko zaključiva današnji tedenski safari, morda še vendarle z vabilom zanima.me. Ja, na zanima.me smo začeli konkretno brcati, že prejšnje dni smo vam razkrili nekaj zgodb, tudi to glede tega, kako GEN-I ovira razkritja različnih dodatnih transakcij iz državne blagajne, ali pa ta zavajanja o teh manipulacijah z anketami si tam lahko bistveno bolj natančno preberete, ali konec koncev o zadnjih nemških volitev. Tako da, če želite, da projekt www.zanima.me in tedenski safari zaživita kot ena močna, nova, neodvisna medijska platforma, potem skok na to stran in kot pravimo, osnova vas bo stala samo 5 evrov na mesec. Ja, naj dodamo, da to je pravzaprav zgolj drobtinica tega, kar bomo potem, ko portal dejansko ustane, počeli, tako da to je zdaj zgolj začetek, je pa vsak dan nekaj novega že danes, tako da lahko že vsak dan dobite nekaj svežih. Spremljamo se seveda tudi na družbenih omrežjih, veseli smo vseh komentarjev, tako da do naslednjega petka, morda pa prej pride glede na 3000 naročnikov na YouTubeu tudi še kakšno presenečenje. Tako da lep pozdrav, do prihodnjič.